No, pa poglejmo nekaj, kar je resnično drzno. Gre za idejni koncept futurističnega mesta z imenom Nova Slovenija. In to ni samo še en urbanistični načrt, ampak je, prava provokacija, vizija prihodnosti. Začnimo kar s tem citatom, ker mislim, da res zadane bistvo celotne ideje. Ne govorimo torej o betonu in jeklu, ampak o viziji mesta, ki je kot nek živ, dihajoč ekosistem, poln inovacij in, seveda, novih izkušenj. Torej, kaj točno sploh je ta Nova Slovenija? V samem jedru je zamišljena kot recimo edinstvena mešanica treh različnih svetov: tematskega parka, mesta prihodnosti in pa univerzitetnega kampusa. Nekakšen hibrid, kjer se zabava, bivanje in učenje prepletajo v eno samo celostno izkušnjo. In tukaj pridemo do ključa, do te sinergije. Na eni strani imamo moč in globalni doseg tehnoloških velikanov, kot sta recimo Apple ali Nvidia. Na drugi strani pa se v to vključi inovativnost in agilnost regionalnih prvakov, kot sta Rimac avtomobili ali pa slovenski Devesoft. In prav iz te kombinacije bi mesto živelo in dihalo. Dobro, poglejmo si zdaj, kako naj bi bilo vse to sploh organizirano. Vsaka velika ideja jasno potrebuje trden načrt in Nova Slovenija tu ni nobena izjema. Osnova vsega je torej premišljena urbana zasnova. Celotno mesto, ki bi se raztegalo na kar 500 hektarjih, je razdeljeno na 8 med seboj povezanih okrožij. 8! In vsako ima svojo čisto jasno identiteto, svojo funkcijo v tej veliki urbani sestavljanki. In tukaj vidimo, kako bi bila ta okrožja razporejena. Načrt predvideva cone za praktično vse, od tehnoloških inovacij in zabave pa vse do nakupovanja in kulinarike. Ideja je torej ustvariti celosten ekosistem, kjer ima vsak del mesta svojo specifično vlogo, a so hkrati vsi med seboj tesno povezani. Vse skupaj pa stoji na 3 ključnih stebrih. Prvi, popolnoma avtonomen transport, ki bi ga poganjala tehnologija podjetij kot so Uber, Wolt in Rimac. Drugi steber, radikalna trajnost. Predstavljajte si, 80% energije bi prišlo iz sonca, vodni krog pa bi bil zaprt in pod stalnim nadzorom senzorjev podjetja Devesoft. To je model, ki bi lahko reševal ključne okoljske izzive. In tretji princip je organska integracija. Tukaj vsaka znamka ne zgradi samo svoje stavbe, ampak prispeva edinstven košček v funkcionalni mozaik celega mesta. V redu, dovolj načrtov. Pojdimo zdaj na nekakšen virtualni ogled. Začnimo v prvem in verjetno najpomembnejšem okrožju, ki je opisan kot intelektualna duša Nove Slovenije. Vizija je torej 100 hektarjev posvečenih izključno tehnologiji. Arhitektura sama pa odraža svojo funkcijo. Viro opisuje nebotičnike obliki Nvidijinih čipov z notranjimi vrtovi, kjer se razpravlja o etiki umetne inteligence. To je res okolje, ki navdihuje. In tukaj postane vse skupaj res konkretno. Poglejmo, kdo bi kaj prispeval. Apple bi zgradil osrednjo zgradbo za razvoj navidezne resničnosti. Nvidia bi zagotovila ogromno računsko moč za strojno učenje. Intel bi odprl laboratorije za kvantno računalništvo, torej za razvoj neverjetno hitrih računalnikov prihodnosti. Medtem ko bi, na primer, slovenski Devesoft s svojimi senzorji meril utrip celotnega mesta. Poglejmo si pobližje to Appleovo osrednjo zgradbo. Imenuje se Campus Core oziroma jedro kampusa. Zamišljena je kot masivna krogla, polna sob za razvoj navidežne in obogatene resničnosti. Tukaj bi lahko obiskovalci preizkušali nove tehnologije v popolnoma simuliranih okoljih. V redu, premaknimo se naprej. Po inovacijah je čas za zabavo. Naslednja postaja našega ogleda je okrožje v celoti posvečeno zabavi, ampak zabavi naslednje generacije, kjer obiskovalec ni več samo pasiven gledalec. Ta primerjava odlično ponazarja prehod. Na eni strani imamo današnji kino, na drugi pa vizijo za Novo Slovenijo, kjer namesto klasičnega platna obstajajo kinodvorane s 360-stopinskimi zasloni podjetja Sony. Interaktivne predstave z umetno inteligenco pa bi prilagajale zgodbo odzivom občinstva v realnem času. Potem pa akcija. Med glavnimi atrakcijami bi bile PlayStationove virtualne arene. Tukaj bi se obiskovalci lahko dobesedno potopili v svetove svojih najljubših iger, na primer God of War, in se borili na spektakularnih digitalnih bojiščih. In takoj zraven preskok v drug svet, Hot Wheels. Otroška igrača bi postala resničnost, z dirkalnimi stezami, kjer bi avtomobilčki lebdeli brez dotika s podlago s pomočjo magnetne levitacije, tehnologije, ki bi jo posodilo
podjetje Remak. In za piko na i v tem zabaviščnem delu, Netflixova streaming Cassidle. To bi bil stolp, kjer bi obiskovalci z orodji umetne inteligence postali režiserji in v trenutku ustvarjali lastne epizode seriji. Interaktivnost dvignjena na popolnoma novo raven. Dobro, po vsem tem, po vseh teh neverjetnih zamislih, se je treba vprašati, kaj je sploh poanta vsega tega? Je to samo zbirka tehnoloških sanj ali je v ozadju nek globši namen? Kakšen je smisel nove Slovenije? In seveda poraja se vprašanje, ali je vse to le znanstvena fantastika, neka neuresničljiva fantazija, ali pa morda ta drzna vizija služi nekemu globšemu namenu. No, vir, iz katerega črpano to predstavitev, ponuja jasen odgovor. Nova Slovenija ni mišljena zgolj kot arhitekturni načrt. Je provokacija, je predlog za prihodnost, pravzaprav je manifest. In ta zadnja misel, mislim, da odlično povzame bistvo. To ni končana slika. Je odprto vabilo k razmisleku o prihodnosti, ki jo lahko gradimo le s sodelovanjem, korak za korakom. In to nas pusti z vprašanjem, kakšno prihodnost si pravzaprav želimo ustvariti skupaj.